Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Pred hrastniškim občinskim praznikom je naš tokratni gost hrastniški župan, tudi dolgoletni poslanec, nekoč, ne več, Miran Jerič. Dobrodošli v našem studiu. Dobrodošli in lep pozdrav tudi vam in seveda vsem gledalkam in gledalcem ETV. Gospod župan, bova začela najprej z dnevom državnosti. 25 let države je, odkar imamo samostojno Slovenijo. Dolga časa ste bili tudi vi poslanec, dolga leta ste tudi župan, ste nekako soustvarjali tako občino kot tudi državo. Kako gledate na to prehojeno pot na, lahko rečemo, mlado demokracijo, mlado državo? Mislim, da je bilo v teh dneh veliko rečenega ob praznovanju 25-letnice samostojnosti in dneva državnosti o tej prehojeni poti. Seveda se vse sanje, želje niso uresničile, ampak jaz mislim, da je Slovenija v teh 25 letih marsikaj postorila. Veliko dela nas še čaka, v to sem prepričan. In jaz sem prepričan, da če bomo znali, tako kot smo pred 25 leti znali biti majčkeno bolj enotni, kot smo danes, ker danes smo dejansko razklana družba, da nam bo uspelo tudi v prihodnje doseči tiste cilje, ki smo si jih postavljali takrat, ko smo stopili na pot samostojnosti. In kako je to s to enotnostjo v občinskem svetu? Vaša lista ni dobila absolutne večine, torej ste tudi na nek način prisiljeni iskati enotnost ali pa skupne cilje tudi v drugih svetniških skupinah, ne? Poglejte, tako kot v državi je tudi v lokalni skupnosti so različni pogledi pri razvoju oziroma pri reševanju aktualnih problemov. Tisto, kar je za mene pomembno, da imamo vsi pred sabo, bom rekel, dobrobit državljanov oziroma državljank oziroma občanov in občank. In da tisti projekti, ki so dobri in da so vredni podpore, da jih tudi politične stranke oziroma tisti, ki so bili izvoljeni v občinski svet, podprejo. Tisti projekti, ki smo jih pa slabo pripravili, ne? Ni pa nič slabega, če predlagajo izboljšave, spremembe, dopolnitve. In jaz verjamem, da vsako dobro spremembo bomo na občinskem svetu poskušali podpreti v dobro lokalne skupnosti in jo tako tudi izpeljati. Zagotovo vas kakšen župan iz drugih občin vpraša, od kje ime Hrastnik, zakaj praznik na prav ta dan? Kaj jim odgovorite? Večkrat sem že povedal ta moj odgovor. Zdaj, zakaj praznujemo, je v veliki večini jasno. 3. julija leta 1934 so hrastniški oziroma zasavski rudarji pričeli z gladovno stavko, da se izborijo boljše pravice. In ta stavka se je širila in ta upor proti lastnikom se je širil. In na ta dan zaradi poguma teh rudarjev Hrastničani praznujemo svoj občinski praznik. Ime Hrast pa izhaja, ker je bilo, nekoč so bili ti gozdovi okrog Hrastnika zelo bogati s hrastom. Hrast je bil tisti, ki se je uporabljal v rudniku za podporje, tako da potem hrastu, rudarstvu je Hrastnik dobil tudi svoje ime. Simbolika, ne? Stavka se pa nekako tudi zadnja zaključila, stavka rudarjev v Hrastniku. Res je, tudi zadnja stavka rudarjev, s katerim so si prav tako poskušala izboriti tisto, kar jim je prinesel osnovni zakon, to se pravi predvsem izvedbo kadrovsko-socialnega programa, zagotovitev sredstev za varno, strokovno in kvalitetno zapiranje RTH-jem pa za sanacijo degradiranih površin, so dosegli stavko. Nažalost, razumevanja prej ni bi bilo. Veste, da je zakon o uravnoteženju javnih financ pobral dobršen del teh sredstev, tako da je bilo ogroženo tudi varno in kvalitetno zapiranje rudnika. Ogroženo je bilo izvajanje kadrovsko-socialnega programa, zato so rudarji stavkali in dosegli, da imajo te pravice, kot so bile prej pri izvedbi kadrovsko-socialnega programa. In jaz verjamem, da bodo ta sredstva do konca leta 2018 zagotovljena v višini, ki zagotavlja varno, strokovno in kvalitetno zapiranje ne samo jam, tudi objektov na površini, denar za sanacijo degradiranih površin, ker to si Zasavje po več kot 200-letnih rudarjenjih tudi zasluži. In vsa ta dela mora biti narejena na način, da bodo zagotavljala tudi varnost naših občanov in občank in pa varnost njihovega premoženja.
veliko denarja je iz naslova zapiranja rudnika v Zasavje prišlo. Ko kdo to številko sliši, si reče, no, vsi Zasavci so veliko dobili. Pa vendarle, ne? Kako vi na to gledate? Nekaj o tem ste spregovorili tudi na torkovi novinarski konferenci, ne? Poglejte, že leta 2000, ko je bil sprejet program zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik, je bil ta ocenjen na 225 milijonov evrov. V teh letih jaz imam, bom rekel, podatke, saj mislim, da dokaj točne, do konca leta 2014 je bilo za vsa ta dela namenjenih približno 215 milijonov evrov. Od tega je prišlo 195 milijonov približno iz proračuna, mislim, da 20 ali 25 milijonov je rudnik zagotovil iz lastnih virov s pomočjo tudi kreditov. Ampak od tega denarja je šlo 156 milijonov do konca leta 2014 za zapiranje jam. Jaz verjamem, da je to upravljeno strokovno in kvalitetno, to, kar sem že prej poudaril, ampak to za mene ni nobeden razvojni denar. To je samo zapiranje. To je dolg države do tega območja, da varno jame zapre. Jaz verjamem, da bomo tudi v nadaljevanju posanirali degradirane površine na način, da bomo lahko na teh površinah vzpostavili neko novo razvojno funkcijo. Približno 4 milijone denarja je bilo namenjenega za pripravo različne dokumentacije, tako za zapiralna dela, za odstranitev nekaterih objektov na površini in za sanacijo degradiranih površin. Nekaj čez 12 milijonov je bilo za odplačilo kreditov in približno 27 milijonov se mi zdi, ali 24 milijonov za kadrovsko-socialni program. Ampak še enkrat poudarjam, po mojem mnenju, tle ne gre za razvojni denar. Razvojni denar je po mojem mnenju, če bo država namenila za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, seveda energetski del ne sfinancira koncesionar, ki bo dobil, infrastrukturni del bo pa potrebno zagotoviti ali iz vodnega sklada, iz podnebnega sklada oziroma iz integralnega proračuna. Ta projekt se mi pa zdi razvojni, ker odpira priložnosti in daje potencijale, da lahko vključimo v ta projekt vse tiste, ki imajo znanje, ne samo na področju energetike, pri umeščanju takšnih objektov v prostor in seveda potem pri izgradnji in obratovanju takšnih objektov. Skupaj z RTH-jem, pa tudi občina Trbovlje, pa poteka nekaj projektov v okviru zapiranja rudnika, tudi pri sanaciji kakšne ceste. Res je, eden od večjih projektov, ki smo ga umestili tudi v regionalni razvojni program in tudi v osnutek za dogovor za razvoj regije, je skupen projekt občine Hrastnik in občine Trbovlje. To je ureditev območja Ojstrga. Danes je to degradirano območje, nekoč je bil gor dnevni kop, gor so velika posedanja. Mi želimo v prihodnje dati neko novo razvojno funkcijo temu območju, ki povezuje obe občine. Ne samo, da zgradimo najkrajšo cestno povezavo med Hrastnikom in Trbovljem, ampak da na tem območju v prihodnje uredimo ribnike, pešpoti, kolesarske poti. Na tem območju naj bi dobil prostor za avtokamp, za avtodome, za prireditve, koncerte na prostem, za male živali, urbani vrtovi bi se lahko zgradili, tematske poti. Projekt je vreden čez 7 milijonov evrov. Mi pričakujemo približno 4,7 milijonov evrov evropskega denarja, ostalo bi zagotovila občina Hrastnik in občina Trbovlje v vsakoletnih proračunih. Če bomo uspešni in imeli ta potrjen denar in seveda imeli zagotovljena tudi sredstva, potem bo to območje v prihodnih letih tudi dobilo čisto drugo podobo. Res pa je, da mora rudnik najprej na tem območju izvesti sanacijo degradiranega območja in med drugim nekateri projekti, o katerih sva govorila, najkrajša cestna povezava, se že dela, v Trbovljah so štartali, mi računamo v jesenskem času, da bomo prvo fazo v Hrastniku naredili in najkasneje do konca 2018 Skoraj v celoti asfaltirana, razen enem delu, ne? Tako je, iz Trbovljske strani približno gor do strelišča bo asfaltirana, s hrastniške strani tudi do območja Ojstrga asfaltirana. Ta ravni del bo pa seveda v makadamski izvedbi, ker gor se pričakuje v prihodnih letih še kar nekaj posedanj, potem ko teh vplivov ne bo več na površini, seveda bo se tudi ta manjkajoči del še poasfaltiral. No, če ostaneva še pri zapiranju rudnikov v Zasavju, to je ena izmed naslednjih problematičnih točk,
kajti teren se bo še kar posedal, verjetno še kar nekaj časa in zaradi tega bo verjetno za Zasavskem koncu tudi več plazov ali pa kakšnih udorov skal. In to bo verjetno še kar nekaj težav na tem področju, ne? Seveda, degradirana območja na nek način, na teh območjih je veliko plazov, tudi v občini Hrastnik je. Vi se boste spomnili, da smo v lanskem letu v občini Hrastnik posanirali 6 plazov, pridobili čez 400 000 evrov državnega denarja za sanacijo teh plazov. Jaz si želim, da so bila vsa ta zapiralna dela opravljena na način, da bo teh problemov v lokalni skupnosti čim manj, ker se bojim, da bomo potem sami. Danes lahko še kakšno stvar tudi s pomočjo zapiranja uredimo. Ko denarja za zapiranje po letu 2018 ne bo več, bo to več ali manj strošek lokalnega proračuna oziroma državnega. Zato pa terjamo to odgovornost države, da vsa ta dela opravi res kvalitetno in strokovno. Če tudi se malce podajša ta rok, ne? Če bi to uspelo, ne? Ja, jaz mislim, da zdaj podaljšanje roka ne bo več in da bo leta 2018 rudnik zaprt, likvidiran in da seveda nekatere stvari bo potrebno upravljati še potem, monitoringe, ne? Bo potrebno vršiti tako z vodami, ki prihajajo izpod površine, to se pravi po zvezdnem obzorju proti Trbovljam, kot seveda monitoringi na površini, kako hitro se dviguje voda na površje, ne. Če se bo voda prehitro dvigla, če ti ukrepi niso bili izvedeni tako, kot bi morali biti, potem bomo imeli te probleme, o katerih sva prej govorila, plazenje, ker če se voda ne odvodnjava, ne, potem je velika nevarnost, da se zemeljska gmota, bom rekel, sproži. No, velikokrat ste omenili besedo evropska sredstva, ne. Vemo, kaj se zdaj bo zgodilo oziroma se je zgodilo po referendumu, ko bo ena največjih držav izstopila počasi iz Evropske skupnosti, iz Evropske unije. Ne bi se toliko sekirali, če bi se to zgodilo, ne vem, kakšno leto ali pa 2 leti nazaj z Grčijo, ne. To pa je bogata država, ne. Velika Britanija ali pa več držav skupaj. In smo še kako odvisni od teh evropskih sredstev. Seveda tudi sami, ki plačujemo v to skupno blagajno, ampak znamo potem tudi kakšna sredstva dobiti, da se lahko po lepem asfaltu peljemo. Vidite tu mogoče kdaj v prihodnosti kakšne težave, da bi se kocke podirale kot ena za drugo? Da bi še kakšna druga država izstopila in da bi bil ogrožen obstoj Evropske unije? Zakaj sem večkrat omenil evropska sredstva? Omenil sem jih predvsem iz razloga, ker smo bili Hrastničani zelo uspešni v prvi finančni perspektivi. Mi smo čez 20 občinskih in medobčinskih projektov speljali s pomočjo evropskih sredstev. Za 31 milijonov evrov je bilo teh projektov na območju naše občine in po pridobivanju evropskega denarja spadamo med najbolj uspešne občine v prvi finančni perspektivi. Želimo si, da bi bilo seveda tako tudi v prihodnje, čeprav zdaj imamo samo en operativni program, tako da bo dostop lokalnih skupnosti do teh sredstev težji, ampak mi se pripravljamo. Časa bo počasi zmanjkalo, ne? Potem, ko bo enkrat razpisani. Tako, zdaj je že približno 2 leti in pol te finančne perspektive, pa je bil objavljen samo en razpis, to je bilo za celostne prometne strategije. Na tem smo bili uspešni, dobili smo 50 000 evrov, da bomo v približno enem letu izdelali strategijo, predvsem pa nabor ukrepov, nek akcijski načrt, s katerim bomo v prihodnje trajnostno uravnavali promet v naši občini, ga tudi načrtovali, ampak to, kar pa ste omenili, izstop Velike Britanije bo imel svoj vpliv. Velika Britanija je bila neto plačnica, približno 13% sredstev je plačevala v te skupne bruseljske blagajne in jih ni toliko počrpala. Slovenija v tem trenutku je neto prejemnica, to se pravi, da več pridobimo iz evropske blagajne, kot damo v to evropsko blagajno, in velikih projektov brez pomoči evropskih sredstev je skoraj nemogoče načrtovati, še težje pa izvesti. Če načrtuješ jih lahko, ampak težje finančno konstrukcijo zapreti. Jaz sem vam dal za primerjavo samo regijski center za ravnanje z odpadki.
12 milijonov 800 ali pa slabih 13 milijonov, od tega je bilo več kot 9 milijonov evrov evropskega denarja. Občine smo prispevali dobre 2 milijona 200 tisoč evrov, Republika Slovenija 1 milijon 600 tisoč evrov, zgradili smo sodoben center, v katerem celovito gospodarimo in učinkovito gospodarimo, z odpadki zmanjšali smo okoljska bremena in v Hrastniku je dobil v tem regijskem centru se je odprlo 20 novih zaposlitev. Torej, tudi to je Evropa, ne? Tudi ne to samo je Evropa. tisto, kar nas včasih kje komandirajo, ne, pa nam ni všeč, ne? Tako je. Ja. Omenili ste že nekaj uspelih projektov v tem zadnjem obdobju, od prejšnjega županovanja do tega, mogoče lahko še katerega omenite. Meni se pa zdi eden pomembnejših, tudi lahko rečem, zauzemanje same občinske uprave, pa tudi vas kot župana, za obstoj hrastniškega gospodarstva, tako za steklarno kot za kemično industrijo, ne? Ker tu pa lahko rečejo tudi vaši kritiki, ne? Da se trudite, ne? Da ta proizvodna, ta delovna mesta ostanejo tu v Hrastniku, pa da tisti, ki živijo neposredno v tej bližini, kjer ne živijo pač v najlepšem okolju, da se preselijo v lepše, čistejše okolje, ne? Res je, mi smo en takšen projekt odpeljali v prejšnji finančni perspektivi oziroma v letu 2004-2005. Takrat smo pridobili dobra 2 milijona evrov za industrijsko cono v Podkraju. V tej industrijski coni, ki smo jo mi s pomočjo evropskih sredstev in pa tudi lastnih sredstev iz občinskega proračuna, ker občina Hrastnik je skupaj vložila približno 4,6 milijona evrov v komunalno ureditev industrijske cone v Podkraju, je steklarna zgradila potem nov obrat ali pa novo tovarno namizne specialne steklene embalaže, ki je takrat prineslo 89 novih delovnih mest, ohranilo, bom rekel, tudi delovna mesta v starih steklarni. Na nek način je zaradi odličnega vodenja, bom rekel, steklarne, tudi ekipe gospoda Božiča in vizije in strategije prihodnje steklarne danes ena od bolj uspešnih, ne samo zasavskih, ampak slovenskih firm izvozno naravnana. In prav tako je zelo izvozno naravnana in uspešna tudi tovarna kemičnih izdelkov. In mi smo se odločili, da moramo ponovno ustvariti pogoje za razvojne projekte, tako steklarne kot tovarne kemičnih izdelkov. Zato smo v osnutek za razvoj regij umestili industrijsko cono ob steklarni in tovarni kemičnih izdelkov, ki ohranja približno 900 delovnih mest, ki odpira približno 70 novih delovnih mest, dviguje konkurenčnost hrastniškega, zasavskega in slovenskega gospodarstva. Mi želimo pridobiti približno 2,7 milijonov evrov evropskega denarja, 1 milijon 600 tisoč evrov bomo sami namenili za to investicijo in to območje ob steklarni in tovarni kemičnih izdelkov, kjer se danes nahaja steklarska in kemičarska kolonija. In živi približno? In živi približno 60 družin. Želimo sprazniti, to se pravi porušiti te stanovanjske objekte, ta spodnji del Hrastnika nameniti za razvoj industrije in gospodarstva, omogočiti steklarni razvojni projekt pametnega obrata oziroma tovarne, tovarni kemičnih izdelkov omogočiti izgradnjo obrata za potrebe živilske tehnologije, ljudje pa priseliti, ki danes imajo bivališča na lokaciji, ki ni primerna za bivanje, v bolj primerne lokacije, v boljša urejena stanovanja in gre za projekt, ki je pomemben tudi iz tega vidika. In ta spodnji del Hrastnika oziroma od Riklovega mosta navzdol oziroma križišča. Riklov most je bil nekoč, ne? Nekoč nam je še ostalo, bom rekel, ker bo dobil čist drugo podobo, jaz mislim, da lepšo in boljšo, predvsem bo pa ta projekt res razvojno naravnan in je upirjen v boljšo in lepšo prihodnost Hrastnika. Drugi projekt, ki je... Če še tu ostaneva, kam se bodo preselili ti ljudje, ki živijo zdaj tam v neposredni bližini obeh tovarn? Prej sva govorila o nekaterih projektih, ki jih skupaj z Rudnikom izvajamo, oziroma Rudnik v okviru zapiralnih del. Eden od projektov je tudi dokončna ureditev, komunalna ureditev območja Resnice. Za tiste, ki ne vedo, kje je to? To je nad novo rudniško upravo, oziroma v poti gor, če greš proti Kalu oziroma Čebelarskem domu.
To območje želimo, da se v letošnjem letu komunalno opremi. V tem trenutku se nekaj še doprojektira in jaz verjamem, da nam do zime bo to uspeli. V prihodnje želimo na tem območju zgraditi 48 novih stanovanj. To bo omogočilo, da bomo kar nekaj teh družin iz steklarske, kemičarske kolonije preselili na to območje. Blok stanovanjski? To bojo bloki, približno 24 stanovanj bo v enem bloku, urejena bojo parkirišča, vse tisto, kar mora biti zraven. Seveda v tem projektu bomo poskušali privabiti tudi druge investitorje, ne samo javna sredstva. Mi bomo pa poskušali delež dobiti na način, da bomo v mesecu septembru predlagali občinskemu svetu sprejem stanovanjski program in bomo zdajšnjim najemnikom, ki so v lastniških stanovanjih občine Hrastnik, ponudili ta stanovanja odkup. Denar, ki ga bomo dobili z odkupom, bomo namensko dali v novogradnjo. V novogradnjo računamo, da bomo imeli partnere na tem projektu, zdaj pa pospešeno tam, kjer se praznejo stanovanja, tudi poskušamo ljudi preseliti z tega območja v ta prazna stanovanja. Tudi Steklarna ima še nekaj svojega stanovanjskega fonda, tudi prednostno dela na način, da ponudi stanovanje tistim, ki danes bivajo v teh več kot 100 let starih stanovanjih ob Steklarni oziroma... In verjetno so nekateri tudi bolj kot ne na socialnem dnu. Kaj pa tudi to, za te pa razmišljamo, da bi uredili enobivalno noto, v kateri bi imeli urejene sobe, sanitarije in seveda tudi kuhne za pripravo, bom rekel, hrane. No, prej sem vas prekinil, ne vem, mogoče ste mislili spregovoriti o naslednjem projektu, ki naj bi se letos začel, pa se ne bo, ampak se bo s premislekom, ne, v naslednjem letu, govorimo pa o prenovi Doljske osnovne šole, ne. Želel sem tudi v tem projektu in še v nekaterih drugih, ker tisto, kar je nas na nek način, zakaj smo bili tako uspešni v prvi finančni perspektivi krasilo, je bilo to, da smo imeli vedno na zalogi kar nekaj projektov pripravljenih. In so še vedno? In so še vedno, mi tudi za črpanje, jaz upam, da se bo kmalu začelo, pripravljamo pospešeno, veliko projektov. Naj omenim pred Doljsko šolo tudi energetske sanacije. Mi bomo zdaj na junijski seji občinskega sveta imeli točko dnevnega reda, s katero jaz upam, bomo potrdili projekt, na kakšen način bi energetske sanacije teh najbolj potratnih energetskih objektov, kot sta bazen, športna dvorana, še nekaj dodatnega na Hrastniški šoli in pa občinska zgradba in seveda tudi nekatere druge objekte peljali v prihodnje. Mi si želimo javno-zasebno partnerstvo. To se pravi, da bi dobili zasebnega pogodbenega partnerja, ki bi skupaj z sredstvi Evropske unije in sredstvi občinskega proračuna v zelo kratkem času energetsko posaniral vse te objekte in nekatere druge, nisem vse omenil, in seveda ustvaril prihranke, izboljšal kvaliteto življenja in bivanja in dela v teh objektih in pa na nek način zmanjšal emisije. Ta model bo šel v smeri, da če nam bo uspelo dobiti energetskega pogodbenega partnerja, da bo ta partner zagotavljal 50,5% sredstev za energetsko sanacijo. Če imamo energetskega partnerja, potem lahko pričakujemo iz evropske blagajne oziroma iz teh razpisov približno 40% nepovratnih evropskih sredstev in mi bomo dali samo 9,5% javnih sredstev. To se pravi, da bomo zelo razbremenili pri energetskih sanacijah javnih sredstev, pa zelo na hitro dosegli učinek. Drugi projekt, v katerem smo pa zadnje čase veliko govorili, jaz sem tudi kar nekaj razgovorov opravil, ne samo z vodstvom šole, tudi z svetom staršev, tudi na prazniku Krajevne skupnosti Dol. Pri Hrastniku sem govoril tudi z nekaterimi drugimi, je pa projekt novogradnje in rekonstrukcije Doljske šole. Mi smo se res po temeljitem razmisleku odločili, da predlagamo, da se investicija prične v naslednjem letu. No, o tem bomo mi predvajali, oziroma smo predvajali tudi pogovor z predsednico Sveta Krajevne skupnosti, gospo Križetovo, ki je dejala, da je bila tudi sama od začetka malce razočarana, ker ni prišlo letos, oziroma ne bo prišlo letos, ampak da je potem tudi vašo razlago razumela, ki jo bodo zdaj slišali tudi vsi ostali. Zakaj naslednjo leto? Poglejte, dva razloga sta. Eden od razlogov je, da bomo zdaj komaj konec meseca junija sprejeli podrobni prostorski načrt za center Dol. Tle so vsi tisti nosilci urejanja prostora, ki morajo dati končno soglasje pri izdelavi takšnega dokumenta in pred sprejemom.
so nekateri kar zamujali, ne? Nekatere stvari smo čakali tudi več kot pol leta, kaj smem, za mnenje, ali je potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje. Za ta objekt smo čakali od meseca decembra pa do, mislim, da 9. junija, da smo v pismeni obliki to dobili. In seveda posledično je to pomenilo, da tudi izdelovalci projektne oziroma gradbene dokumentacije, s katero bomo pridobili gradbeno dovoljenje, so zamujali. In mi bomo imeli vso to dokumentacijo in zaprosili za gradbeno dovoljenje v mesecu juliju. Recimo, da ga dobimo v začetku meseca avgusta, takrat lahko potem objavimo javni razpis. Seveda, če bi imeli zaprto tudi finančno konstrukcijo, objavimo javni razpis in približno 2 meseca pa pol rabimo, da speljemo vse postopke za tako veliko javno naročilo, kot je to, in bi se nam zgodilo, da bi lahko praktično z deli pričeli koncu oktobra. Po najboljši varianti. Če nastopi zelo hitro zima, zgubimo vse zimske mesece in bi lahko z deli nadaljevali, ne vem, konec meseca marca. V 3 mesecih je pa tako zahteven projekt nemogoče odgovorno speljati, predvsem pa kvalitetno speljati to novogradnjo in rekonstrukcijo. Ker do konca junija 2017 bi morali biti končani, ker en mesec rabiš potem za pridobitev uporabnega dovoljenja, en mesec je pa potrebno dati šoli na razpolago, da pripravi vse potrebno za šolski. To je eden razlog, ne? Ja, in se nam je zdelo odgovorno, bom rekel, da naredimo ta razmislek. Drugi razlog je pa, o tem smo pa že v današnji daji parkrat spregovorili. Mi smo pričakovali, da bo v tem letu vsaj kakšen razpis se zgodil in da bomo tudi za ta projekt, kot smo za hrastniško šolo pridobili približno 800 000 evrov evropskega nepovratnega denarja za rekonstrukcijo hrastniške šole, da bo tudi razpis za Dolsko šolo. Mi projekte smo pospešeno pripravljali in smo računali, da bi s pomočjo evropskih sredstev tudi zaprli finančno konstrukcijo. Nažalost, teh razpisov ne bi bilo in mi, če bi pa s projektom začeli preden bi bil razpis objavljen, potem se ne bi morali prijaviti na ta projekt, ker ne bi bili upravičeni do teh sredstev. In se nam je zdelo tudi zaradi odgovornosti do prihodnjih generacij, da če je mogoče dobiti nepovratna sredstva, da 1 leto počakati, ne? Da 1 leto počakamo in da ne zadolžimo občino na tem projektu. Zadolžili bi jo pa za? Mi bi lahko, v tem trenutku je znano, da lahko samo za novogradnjo dobimo denar iz ekosklada v tistem delu, ko bomo uporabili les kot domač, zelen, topel material. Vse ostalo bi na nek način, če bi ne želeli ogroziti druge razvojne projekte, in to je tudi en razlog, ne, bi morali sprejeti odločitev o zadolževanju. Ampak poglejte, se občina ima dosti kreditnega potencijala. Mi smo v tem trenutku zadolženi približno 712 000 evrov, konec leta bomo tam nekje 666 000 evrov. To je? Ali manj kot 70 evrov na prebivalca, in to smo res... V odstotkih je to? Malo je to. Mi približno 21% kreditnega potencijala. Ste izkoristili? Tako, 79 imamo prostega do zakonsko dovoljene zadolžitve. No, sej občine se nad zakonsko mejo naj ne bi zadolževale, čeprav je primerov v Sloveniji veliko in mi si tudi tega ne želimo. Jaz na nek način si ne želim tega očitka, da smo zadolžili občino več, kot bi bilo potrebno in ogrozili neke razvojne projekte v prihodnje. Zato bomo počakali na tele razpise. Jaz verjamem, da bomo uspešni, da bomo pridobili denar iz drugih virov in zdržno zaprli finančno konstrukcijo. In po vaših napovedih, kdaj bi lahko zabrneli stroji? To smo pa obljubili, bom rekel, tako staršem, zaposleni na šoli, tudi krajanom in krajankam. Tudi če razpisa ne bo, ne? Takoj po koncu šolskega leta naslednjega bomo mi s tem projektom začeli. Do takrat pa so v miru pripraviti, ne? Tako, tudi so me vprašali, kaj če še do takrat ne bo nobenega razpisa. Jaz pa resno pričakujem, da v tem slabem letu bojo vsi ti razpisi objavljeni. Mi bomo postopke nadaljevali, kot da bi pričeli z investicijo v letošnjem letu. Občinski prostorski načrt podrobni za center Dola bo na junijski seji sprejet. Gradbeno dovoljenje bo najkasneje v mesecu avgustu pridobljeno. Pridobljena bo tako PGD in PZI projekt, tu se pravi, da imamo kompletne projekte. Takrat bomo tudi najbolj vedeli, koliko naj bi investicija koštala
koštala, ker bomo imeli tudi temeljite popise, speljali vse postopke, počakali na te razpise, da predlagamo občinskemu svetu investicijski program oziroma zaprtje finančne konstrukcije, potem pa zbrali izvajalca na način, da bo pripravljen mesecu juniju, konec meseca junija graditi oziroma speljati novo z delom. Tako. Ja. In kdaj računate, koliko časa bi potekala ta prenova? Prenova računamo, da bo potekala eno šolsko leto. To se pravi, da kaj pa vmes za učenci? Vmes za učenci, ta načrt smo predstavili staršem in to je bil tudi eden od razlogov, da smo se odločili, da moramo investicijo odpeljati na način, kot smo jo predstavili, eno šolsko leto. To se pravi, da samo eno šolsko leto imamo učence in učenke iz te največje podružnične šole v Sloveniji, Kerdovska podružnična šola je največja podružnična šola v Sloveniji na 3 različnih lokacijah v Hrastniku in to je matična šola, osnovna šola narodnega heroja Rajka v tej šoli, potem v glasbeni šoli in v tem večnamenskem objektu v Podkraju, v krajevni skupnosti Steklarna, to je ta novi objekt. Na teh 3 lokacijah bo eno leto potekal pouk. Potem bo pa za vse lepše, ne? Tako je. Ja. Že večkrat ste omenili, država še ni razpisala črpanje teh evropskih sredstev. Evropa je to pripravila, skupaj z nami, skupaj z vsemi. Kdo to ovira? Zakaj ne? Zakaj? Smo preveč birokratski, preveč kompliciramo? Jaz mislim, da nismo bili najbolje pripravljeni na črpanje evropskega denarja v tej drugi finančni perspektivi. Manjkali so nam strateški dokumenti, zamujali smo za pripravo in sprejemanjem strateških dokumentov, operativnega programa, predvsem pa strategij na posameznih področjih. Evropska unija brez tega, da ima država sprejeto strategijo ali na področju prometa ali na področju energetike, v prihodnje ne bo dovolila, bom rekel, koriščenja evropskega denarja. In mislim, da tle so velike zamude. Tudi na področju energetike veste, da spremljamo sprejem ene strategije, ne vem, tista, ki je sedaj v veljavi, mislim, da je bila sprejeta leta 2004. Od takrat je bilo že veliko takšnih ali drugačnih osnutkov strategije, ampak nismo do danes sprejeli. Zdaj, na večini področju se te premika. Jaz upam, da bo to zdaj kmalu pod streho in da bomo res pričeli z operativnim črpanjem evropskega denarja, ki iz enega operativnega programa, jaz upam, da bomo uspešni, tako kot sem pa že prej omenil, tle bo zdaj, podarki so drugje, lokalne skupnosti bomo težje dostopali do tega denarja, ampak jaz mislim, da za dobre projekte, o katerih smo prej govorili, se bo evropski denar najdel in če bomo imeli seveda tudi partnerje na teh projektih. Imate informacije, v drugih evropskih državah že črpajo ta denar bolj pospešeno kot mi? Bolj imam podatke, koliko smo bili uspešni v prejšnji finančni perspektivi kot sedaj, tako da teh podatkov ne poznam. Verjamem pa, da si vsi želimo, da čim prej začnemo z črpanjem. Tako kot si tudi vsi želimo, da bi TEČ deloval, pa se še zdaj nič ne ve točno, kaj bo z njim. Kot si vsi želimo tudi, da se bodo začele graditi hidroelektrarne na srednji Savi. Tudi to skoraj da vsako oddajo omeniva, da ni še nič kaj več znanega. Vmes je še ena cesta proti Zidanemu mostu, ki je tudi zelo visoko ocenjena, ker tudi predstavlja težavo, to ste omenili na novinarski konferenci. Zakaj? Res je. Zdaj o projektu hidroelektran na srednji Savi sva že večkrat spregovorila v tem Nič novega, studiu. Nič novega, tisto, kar si mi želimo, da se čim prej naredijo ti prvi koraki, ki so osnovni. To je na nek način, da se odzame koncesija, seveda po postopkih, ki so holdingu slovenskih elektrarn, se ta koncesija prenese na Sreso. To smo tudi na pobudo zasavskih občin omogočili že v prejšnjem mandatu. Zakon o vodah je bil spremenjen na način, da omogoča prenos te koncesije za izrabo vode oziroma vodnega potencijala na območju srednje Save na Sreso. Tam je potrebno spremeniti družbene deleže, dati največji družbeni delež tistemu, ki ima tudi investicijski potencijal. Holding slovenskih elektrarn, nažalost, tudi zaradi projekta TEŠ-a,
šestice nima in ga ne bo imel tudi v prihodnih letih in se mi zdi, da mora biti vodilni partner oziroma družbenik v tej družbi tisti, ki ima investicijski potencial. Mislim, da nekaj ga je v Sloveniji in prve 3 hidroelektrarne so ekonomsko tudi upravičene pri tej ceni električne energije. Pri tej ceni električne energije, da ne govorim, bom rekel, o tem, da je potrebno, da se je Slovenija zavezala, da bo bolj učinkovito izkoriščena obnovljive vire in tako naprej. In če bi to postorili, prenos naredili, spremenili družbene deleže, bi lahko takoj, jaz upam, pripravili, upam pa, da zadnjo, 12. verzijo koncesijske pogodbe, da je podpisana, da če je potrebno, še enkrat gremo skozi nabor projektov. V tem naboru projektov je približno 54 projektov za vse 3 hidroelektrarne in vsi ti projekti so vredni približno 200 milijonov evrov. Od tega je polovica glavna cesta Hrastnik-Zidan most, za katero vedno trdim, da jo Zasavje rabi iz razvojnega, okoljskega, prometnega in varnostnega vidika. In jo ne smejo mešati kot zgodbo, da pa zdaj pogojujemo cesto pri izgradnji, bom rekel, hidroelektrarne. To cesto bi mi morali imeti. In tisto, kar se veselim, da je pa zdaj končno bila usklajena projektna naloga za glavno cesto Hrastnik-Zidan most, jaz upam, da bo čim prej projektant zbran, da bomo prišli do dokumentacije, ki bo na koncu skozi detaljne popise tudi prikazala neko realno vrednost. Zdaj ni, ne? Jaz mislim, da ni. 8,7 km ceste, čeprav gre za 4 mostove, veliko podpornih zidov, se mi zdi, da je ocena 117 milijonov, po mojem mnenju, previsoka. Da se marsikdo straši, ne? Marsikdo se ustraši, predvsem je pa to razlog, ne, da ta cesta ni uvrščena v razvojne projekte, ker vedno potem sledi odgovor, kje pa ne najdemo, bom rekel, ta denar. Ne? In zdaj nova ocena, realna? Če bo nova ocena realna, jaz mislim, da s pomočjo, bom rekel, sredstev državnega proračuna, s pomočjo te strategije, ki jo pripravi, jaz upam, da bo imela ta cesta na področju prometa, govorim, neko res visoko prioriteto, da se bojo v prihodnje ta sredstva seveda tudi zgodila. Res je, da je bila ta strategija majčkeno vezana na sprejem tudi tega benzinskega centa, ki se ne bo zgodil in naj bi bila skozi to, bom rekel, zagotovljena neka dodatna sredstva. Zdaj, če sem razumel odgovor vlade oziroma ministra za finance, da bojo ta sredstva se našla in da bojo v prihodnje za področje prometa namenjena dosti večja sredstva in jaz upam, da se bo to zgodilo in seveda, da bomo po podpisu te koncesijske pogodbe in usklajenega dogovora pričeli z umeščanjem prvih 3 hidroelektrarn v prostor. Tle se mi pa zdi, da ne vem, zakaj čakamo, zakaj te korake, o katerih sem govoril, ne naredimo. To še nič ne pomeni, da moraš imeti čist detaljno zaprto finančno konstrukcijo. Ker umeščali bomo v prostor, po mojem mnenju, najmanj 3 leta. Ker gre za en državni prostorski načrt, za vse 3. Potem, ko bo državni prostorski načrt sprejet, je potrebno še izdelati, bom rekel, dokumentacijo. Skratka, mislim, da bova midva tole še vse do konca vašega tega mandata županovanja govorila, pa jaz upam, nič kaj dlje prišla, ne? Ja, jaz upam, da bomo dobila kakšen odgovor in da bova kaj bolj optimistično lahko rekla v prihodnje. No, ne vem, če bova dobila odgovor, pa vsi ostali, kaj pravite, bomo dobili? Boste dobili Hrastničani olimpijsko medaljo? Boste šli spremljati to tekmo v Rio? Petra Kauzerja namreč čaka borba. Tako kot si Peter Kauzer želi, ne, po vseh osvojenih medaljah, zlatih in drugih iz svetovnih prvenstev in evropskih, tako ekipno kot posamezno, predvsem posamezno. Seveda si mi tudi želimo in ga tudi podpiramo. Peter se pripravlja, zdaj so zaključne priprave za olimpijado v Riju. Hrastničani smo bili z njim na 2 olimpijadah, tako v Pekingu kot v Londonu. Tudi nekaj malega jih bo leto šlo v Riju, sam nažalost ne bom šel, seveda bom pa v tistih dneh z velikim pričakovanjem spremljal te tekme in jaz upam, da mu bo uspelo, pripravljen mislim, da je, na olimpijado in na te tekme in tako kot sem rekel. Držali bomo pesti za našega častnega občana. Tako je. Bo uspelo doljskim rokometašem obstati v prvi ligi? Letos so bili zelo odlični, ne?
Ja, jaz mislim, da je bila to zgodovinska sezona. Jaz sem na sprejemu Dovskih rokometašev tudi poudaril, če bi leta 62 vprašali ljudi, ali mislijo, da bo kdaj Dol imel člansko ekipo v prvi slovenski ligi, po mojem jih ne bi veliko rekla. Ne. Ob 30-letnici igranja rokometa leta 82 je že kdo, bom rekel, pa tudi upal, da bo Dol nekoč igral, oziroma ob 82, ko je bil klub uradno ustanovljen, takrat pa mislim, da je že bila kaka. Ko je bila 30-letnica Dolskega rokometa, oziroma kluba in 50-letnica igranja rokometu na Dolu, sem tudi sam odgovarjal na eno vprašanje novinarsko, ali mislim, da bo Dolu uspelo. Pa sem rekel, da mislim, da bo, ker je odlično organiziran klub, odlično delajo z mladimi in tudi članska ekipa je dozorela. To so več ali manj sami domači fantje in so dozoreli. Tudi na lanskem letu jim, v prejšnji sezoni jim ni veliko zmanjkali, letošnja sezona je bila izjemna. Če pogledamo, da so 21 tekem so zmagali, 3-krat so remizirali, 2-krat so izgubili v 46 tekmah. Si prvo ligo več kot zaslužijo. Si tekmo več kot zaslužijo, najboljšo obrambo so igrali in jaz sem prepričan, da bo tudi s pomočjo lokalne skupnosti, predvsem pa na tisto, ker so se vedno upirali na številne podpornike kluba, da jim bo uspelo in da bojo pripravili ekipo, ki bo konkurenčna v prvi ligi, to so si fantje zaslužili. Nekaj malo denarja jim še nuca, da zakrpajo sezono, naslednjo, tako da bo pa verjetno tudi hrastniško gospodarstvo, pa nekaj tudi občina, ki je še primahnila, ne? To smo se pogovarjali in mi bomo pomagali pri igranju v prvi slovenski ligi, ker mislim, da to pa smo vedno delali, da smo stali ob strani ne samo športnim kolektivom, pa posameznikom, ampak tudi kulturnikom in omogočili res neke dobre pogoje, ne samo za delo, vadbo, ampak tudi za tekmovanje. In Dovski rokometaši si zaslužijo in tudi ostali športniki v Hrastniku, da jim pomagamo. Tako kot ne nazadnje ste pomagali tudi organizirati ali pa ste ponudili pomoč pri 13. etnofestivalu v Hrastniku, ne? Ki je bil tudi dobro obiskan. Tudi odlično obiskan, to je bila samo ena od prireditev v okviru praznovanja občinskega praznika, ker mi smo štartali že 10. Mislim, da je bila prva prireditev dan, oziroma v tistem vikendu smo imeli praznovanje krajevne skupnosti Podkraj in še nekatere druge stvari. Potem so bile prireditve preko cele druge polovice junija, od poletnega festivala Hrastniške knjižnice, potem do kolesarskega vzpona na Kalj, srečevanje veteranov in domoljubov, Dolske noči, praznika krajevne skupnosti, številne druge športne, kulturne prireditve, praznik krajevne skupnosti Dol. Zaključujemo zdaj v petek z osrednjo prireditvijo ob občinskem prazniku in podelitvijo občinskih nagrad in v soboto z jamatlonom in z organizacijo kmečkih iger in pa velike veselice v Turju. No, na marsikateri prireditvi smo bili tudi mi, nekaj ste si lahko v naših oddajah ogledali. Za tokrat pa mislim, da ste bili dovolj izčrpni, nekaj moramo pustiti še za kakšno drugo oddajo. Hvala. Pa še naprej lepo praznovanje občinskega praznika. Hvala tudi vam za povabilo in če mi je dovoljeno, iskrene čestitke občankam in občanom Hrastnika ob našem občinskem prazniku. Seveda vsem skupaj pa želim mirne in prijetne počitniške dni in seveda srečno tudi rudarjem ob njihovem stanovskem prazniku. Hvala. Hvala tudi vam za pozornost in srečno. Srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini
Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.